veste, s čemu bi vas spodbujala? Ko se ti v življenju dogajajo stvari, kjer ne moreš čutiti miru, ker čutiš, da si nervozen, da je treba 1500 stvari narediti naenkrat, imaš šanso, da to urejaš s pridnostjo. A ne? To pomeni, da si priden, da si odgovoren, da komuniciraš, da si organiziran, da si narediš načrt, da imaš to v koledarju in da vlagaš trud in delo. To še vedno jaz mislim, da drži. Ampak včasih pa, ko si maksimalno v neki vložil trud, ko si iz tvoje strani naredil maksimalno, kar si lahko, v tistem trenutku pa pride čas, ko lahko te stvari, ki si jih ti postavil na svojih temeljih in se morajo odzvati, lahko podpreš energijsko. Takrat in jaz mogoče mislim, da so se, kakor vidim ljudi v tem obdobju, so se ljudje blazno ujeli v glave, v razmišljanje, v kaj bomo, kako bomo, kdaj bomo, zakaj bomo, veš? In včasih te stvari se rešujejo na tak način, da greš k intuitivnemu delu možganov, da greš v abstraktne meditacije, da greš v pravlične meditacije, da greš v nekaj čarobnega, v nekaj mističnega, da narediš nekaj, razumeš, ki ti spodbudi neko energijo, za katero bi kakšni ljudje rekli, to je sanjaško, pa vi tam kar nekaj meditirate, ampak, karkoli si že ljudje mislijo, ne? Ampak, kadar si ti dovoliš to abstraktne meditacije, ko si ti dovoliš malo bolj poseben, razumeš, način intuitivnosti, ko si dovoliš, da greš malo v neke druge svetove, pa v neke dimenzije, pa poslušaš o nekih stvarih, pa drugih civilizacijah, pa tako naprej, ki jih ne poznaš, ti spodbudiš desno polovico možganov. Kljub temu, da to ni polovica možganov, ki je izvedbena, je definitivno polovica možganov, ki je kreativna. In če greš v tako polovico možganov s takimi pristopi, moraš vedeti, da spodbudiš kanaliziranje. In tam, kaj je kanaliziranje, tam je prisotnost više naprednih bitij in angelov in tvoje duše. In če ti to spustiš čez sebe, imajo oni energijski dostop do tvoje leve polovice možganov in do tvojih okoliščin, da s tem energijskim vložkom noter dobesedno stvari energijsko spodbudijo, da se začnejo dogajati, kakor si ti želiš. Se pravim, lepo je, da si pridna, delovna, ampak ljudje so pozabili malo na ta občutek abstraktnosti, pravličnosti, prepustiti se neki, razumeš, kvantni intuiciji, bi lahko celo temu rekli. In jaz mislim, da preden bo prišel mesec november, da bo odgovor v tem. In zadnjič sva z Mihaelom, kaj več o tem bova verjetno povedala kmalu, sva razmišljala o tem, da bova prizemljila take meditacije za, razumeš, ki te nekam popeljejo, ki te nekam spustijo, ker se lahko odklopiš, ker ne veš, kaj se je čisto zgodilo. A veš, da te tja noter potegne in zato, da tvoja zavest se napolni z neko novo energijo, ki je mogoče včasih malo nenavadna, ampak mi rabimo nove pristope, mi rabimo nove energije, mi rabimo drugačne stvari. A veš, kaj mislim, vse je preveč se usedel ljudem na te boge možgane, kjer je vse sama kalkulacija, kako bomo, kdaj bomo, zakaj bomo, a bomo uspeli. A ne? Kako naj to, kako naj un. Mi rabimo povabiti v to noter energije, se jim prepustiti, narediti ta tok in tukaj absolutno potem dobiš vse, kar si želiš, kljub temu, da se ti mogoče na prvo žogo ne zdi logično. Ne? Sicer mogoče jaz znam take meditacije delati, absolutno, jaz sem prvak takih meditacij, ko absolutno imam tudi rada take meditacije. Mogoče pa tečaje imam jaz vse malo bolj, bi rekla tako, zemeljske, organizirane, ampak razmišljam, vse to je fajn, a veš, da imaš take tečaje za vzorce, pa meditacijo in tako dalje, ampak a veš, te tečaji, ki so abstraktni, kako
razmišljajo napredna bitja, kakšne skrite moči so v Himalaji in kakšna bitja prihajajo čez nekaj, kar nisi slišal. Jaz mislim, da bi bilo dobro se posvetiti temu. Sicer tukaj moram sicer pol vrš žogico svojemu možu. Mihael bo, sam dam vam malo za razmišljati, imate še dosti časa. Mihael bo imel take tečaje, take abstraktne, nenavadne, take, ki odpirajo ker so res pot do manifestacije bo imel v novembru. Akaški magisterij, kako razmišljajo napredna bitja, ker spoznaš take vodnike, pa tak abstrakt poslušaš, da te res tako odpelje, ampak hkrati se ti zgodijo take aktivacije. A pa recimo Amazonija, ker greš v take posebne spirite noter, a pa recimo Himalaja. Ljudje, ki pogledajo tak tečaj, pa ga recimo preberejo, so ono, kaj pa je to? Tako se zdi mogoče malo nenavadno, ampak ko se spustiš v to, vidiš, da je neka mističnost noter in ne boste verjeli, kljub temu, da verjamem, da imate zemeljske tečaje, če mene vprašate, je odgovor za to preko tega. Mihael bo tudi predstavil eno vrsto abstraktne meditacije novembra, o kateri že v tem trenutku še ne morem govoriti, ker se je tole snemalo, ampak bo res zelo posebno. Tako da poglej si na potovanjeduše.si in ful ti želim, da malo povabiš te magičnosti v to resno življenje, zaradi tega, ker november bo tak mesec mističnosti, ki bo to dovoljeval in bo absolutno nas povabil v to. In jaz mislim, da bo tam rešitev za napredno zavest, za boljše občutke, za mir, za občutek, da imaš, da nisi sam tukaj na zemlji, odvržen na tem kozmosu, a ne, ampak da si tam noter povezan s številnimi biti, ki te spremljajo in jih lahko povabiš v to pomoč. Preveč smo šli samo, kaj drugi ljudje, kaj služba, kaj kariera, kaj denar, mi rabimo ta kozmični stik. Zelo pomembno. Tako potovanje duše.si je definitivno tvoj naslov za to, a ne?